V nadaljevanju pa bo z nama eden od bratov Šalehar, ta mlajši, ki pa leta odlično skriva, pravi Suska, Matevž Šalehar. Dobro jutro! Dobro jutro. Kako si? Malo še zaspan. Zaspan, ok. Ja, hotel sem z motorjem do sem. Aha. Pa sem pogledal, da je v Postojni 6 stopinj pa dež. Ni Mazohizem. Ni še tista prava sezona, drugače si ga že dal ven z garaže? Seveda sem ga dal. Pravilno. Po kolkem času na Goriškem? Pa po enem tednu. Bil sem z motorčkom prejšnji teden. Aha. Kje pa? Brjih. Kje? Brje. Brje. Kaj pa je v Brjah? Kaj imajo v Brjah? Kaj finha za pojesti? Vino. Vino jemajo, pravilno. Kakšna jutranja rutina? Pa niti ne. Kava, čik. Aha. Te zdrave stvari. Ok, omenil si kavo. Kakšno kavo? Kakšno piješ? Črno. Brez cukra. Ker se bolj sivi lasje vidijo. Sicer pa, če imate za današnjega jutranjega VIP gosta kakšno vprašanje, dajte zapisati na 041 760 300, lahko tudi na naših družabnih omrežjih, spodaj imamo en prostorček, pa dajte tam dodati vprašanje. Suska ima eno tako kopalniško vprašanje. Ja, koliko časa porabiš kopalnici? Odvisno, zdaj glih renoviram zadevo, tako da sem velik v kopalnici s Hiltijem. Kakšne ploščice bodo? Ne vem še, zaenkrat odstranjujem stare. Pa narediš vse sam? Ma ne, čisto vse ne. Naredim veliko škode, pa pol za mano popravljajo. Ok. Mislim, da je gradbeništvo simpel, dokler podiraš. Dokler podiraš, tako je res, ja. A omenil si zajtrk tudi? More biti ali ne? Ne, ni treba, ampak je pa zdrav, ne, Suska? Ja, tisto je, ja. Ja, kitaro imaš pa sabo, ne? To je tisto, kar nas vedno veseli. To je pa prednost tega, da nisem z motorjem. No, vidiš, evo, dajmo kar tako na začetku slišati. Dajmo. Katero bomo slišali? Sončen dan. Sončen dan, odlična himna za današnji sončen dan, ma sam na Goriškem Postojni pravijo, da je dež. Ma Casey Show. To bo glasbeni nastop v živo iz studia Radia Robin. Sončen dan, krasen dan, kam pa danes, kam pa kam. Sončen dan, krasen dan, kam pa danes zapeljem pa. A ni lepo, ker nobenega ne zebe, a ni lepo in nobene potrebe. A ni lepo, ker je ugasnilo gretje, a ni lepo, ker je dolgo poletje. Sončen dan, krasen dan, kam pa danes, kam pa kam. Sončen dan, krasen dan, kam pa danes zapeljem plan. A ni lepo, ker z gradu vidim morje, plažo v Postojni pa tropsko obzorje. A ni lepo, ker toplo je dan, a ni lepo, ker je pod vodo Piranje. Studiu v živo iz studia Radia Robin, seveda vprašanja za in pa na 041 760 300. Dobro jutro. Za tabo pa že 20 let, ne, glasbene poti. 2006. ali kako je bilo to? Ja, je rad ta band, ne. Za mano je bistveno več absolutno glasbene poti, ampak o tem ne bomo, ne. Ker pa ljudje mislijo, da sem star. Da si star, ja. Kako je takrat izgledal? Si rekel, star, jaz bi imel band ali bilo kako drugače? To je bilo tako, v bistvu po enem propadnem bendu, pa ene 3 neuspelih poskusih, sem rekel, zdaj pa naredil blues band, ker to bo pa dober. In sem nanovačil ljudi in noben ni čisto dobro verjel, da bo to, da je kaj ratal z tega. Ampak so se vsem pustili
nanovačati in evo, zdaj 20 let minil 20 let. in smo srečni, da smo še, ne. Da ste še in zelo, zelo uspešno 20. obletnico boste praznovali v kinu Šiška 12. septembra, prodanih pa že skoraj vse vstopence. Koliko jih je še ostalo? Ja, včeraj so šle v prodajo in jih je 800 bilo prodanih, tako da jih je še, ne vem, dobrih 100 mogoče. Še dobrih 100, torej... Ja, to je res hitro, ker če da bo šlo. Bo šlo, ja. Kaj pa... 20 let kar tako. Ja, res je. Kaj lahko publika pričakuje? Kakšna nostalgija ali boste bolj vrhli kost za naslednjih 20 let? Pa po moje, da en skupek obojga. No. Dober žur bo zihar, glede na to, da je odziv za karte tak, bomo imeli naše ljudi spodaj, to sem bolj vesel. Ja. Zagotovo bomo zaigrali nek greatest hits, nostalgični, polkešen komad, tisti, ki ga pozabiš z leti igrati, ne? Pa je bil dober. Pa valjda nov album je tik pred izidom, mogoče bo že v Šiški, ne vemo še, pustimo se presenetiti. Prvi bomo izvedeli. Tako da bomo tam verjetno kaj novega zaigrali, ne, tudi. Mislim, neverjetno, zagotovo. Zagotovo, če ne drugo, to, ki jo predstavljate te dni, novost, muzika za ples. Kaj če je to, kar ne slišiš se res, kaj če je igrana ina, muzika za... Ja, slišali smo, da je bilo tudi nekaj pretepanja v spotu, kdo je najbolj nastradal? Jaz, hvala Bogu, ne, jaz sem najbolj užival. Moj bend je najbolj nastradal. Ja, tak gangsterski spot je, ne, in moja vloga je bila, da sedim v 100 let starem avtu, kadim cigaro in gledam, kako mi huda bejba pretepa bend. Ne vem, če sem že kdaj bolj užival na snemanju spota. Joj, nekako tako naš jutranji program, no, jih kar fasam od naše Suske, no. Je, ne? Ja, tako da evo, muzika za ples. Kak si na plesišču, Matevž? Boljši od Matjaža. To pa sigurno, to smo vsi. Ne, v bistvu pa že Matjaž ni prav dober, ne. Tudi on ne. No, sicer zdaj ne boš plesu, ne? Boš pa iskreno odgovarjal na določena vprašanja, kaj se gremo, Suska? Ja, nisem. Odgovarjaš tole tablico, vsak odgovor, potem bi radi slišali še obrazložitev, zakaj nisi. Ok, zakaj moramo in tablico za une, ki gledajo? Ki gledajo, tako. Ja, mi smo zdaj povsod, torej tudi tisti, ki gledate. Si pripravljen? Nisem. Odlično, gremo. Tako rabimo. Si že kdaj poslal sporočilo napačni osebi? Sem. Je bilo kaj hudega? Nisem. Ni ti bilo žal, da si poslal, recimo? Je bilo, ja. Ojej. Kakšna vsebina je bilo to? Nočeš vedeti. Nočeš vedeti. Ok, gremo dalje. Si že kdaj se lagal, da si zaposlen, samo zato, da bi se izognil druženju? Ni se ti dalo. Sem. Si. Seveda. Si bil utrujen ali kaj bila razlog? To je tista, bi ti prišel igrati na poroko od prijatelja. By the way, ne igram na porokah. Ampak včasih je lažje razložiti, ne moram, veš, imam en pošpil takrat. Okay. Razumemo. Pa poroke ne predstavljajo zaradi tega. Si že kdaj pogooglal samega sebe? Nisem. Nisi? Nikoli nisi napisal Hamo, kaj podrobnega? Mislim, mogoče po nesreč, ampak tako, da bi se pa preveril, pa rajš ne. Ok. Niti v četu. Pravijo, da naletim lahko na kakšno stvar, ki jo nočem. Nočeš videti. Si že kdaj jedel nekaj bolj čudnega, recimo, ko zdaj so te moderni krompirček s sladoledom in te stvari? Sem. In kaj je tvoja kulinarična specialiteta? Kulinarična specialiteta, ki ni slaba, je bila pohana podgana. Ne, čakaj še enkrat. Kaj si jedel? Pohana podgano. Kje? V enem televizijskem šovu sem bil voditelj in smo pač hodili od kuharja do kuharja in en je pač prišel na idejo, da bi podgano spohal. Kjer je ta kuhar, lepo prosim? En lokal, vzgojil je ptiče, pravzaprav sokole na Koroškem in je za njih gojil tudi podgane. In so prišli s frendi, verjetno malo pijani, na idejo, da bi to probali. In mu je bilo tako všeč in tudi meni je bilo všeč. No. Bistveno boljš kot pohan piščanc. Ok, ni bil Kavčič, Fakuč ali pa Ana Roš. Ne.
Ne, ampak, lej, če si šel kdaj na mesni burek, Ja. A je Okej. tako okus? vprašanje, kaj tam. Ma ne, pa ta To je tudi podhana res. je bolj mastna, bolj suho meso, kakšno. Zelo spominja na zelo domačega piščanca. Aha, dobro. Je pa res, da Nej. so bile te podgane tako s koruzo, futrane, a veš, niso bile iz kanalizacije. Ne? Okay. Tako da te izkušnje še nimam. Pitane, pitane. Ampak dobro, ne? Je šlo pa prvi grižljaj še zelo težko po grlu, ne? A veš, ker glava dela. Tudi Ja, rep ja, je ja. del kulinarike. Ne, tako je izgledalo, kot neka perutnička polka je bilo to odsvrt. Tako da še en štempelj na to, da vse, kar spoha, še dobro. Okay. Na Koroško ni zahoditi po gostilnah. Gremo naprej. Si že kdaj naredil nekaj impulzivnega, ker brez da bi premislil? A Si. obstaja velikrat. Veliko. Aha, na glasbenem področju ali privat ali... Na odru se to velikrat zgodi, kaj ne rešuješ kakšno situacijo, ali pa ne vem, niti ne rešuješ kakšne situacije. Tako, načeloma je impulzivnost kar fajn lastnost. Lahko. Ne? Lahko? Lahko. Lahko si pa pač vrgel bumerang in čakaš, kdaj ga boš pasel nazaj v glavo. Si že kdaj bil v vlogi vremenarja oziroma prometnega informatorja? Včeraj. Res? Včeraj. To je zdaj moj nov trip, zdaj hodim po radijih, promoviram komat in se grebem, če lahko kje preberem promet ali pa vreme. In Problema. točno to si zagrebel v nadaljevanju. In pogled proti nebu, Hamo. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne bodo nastajale krajevne plohe, jutri pa bo večinoma sončno. Sončno in vsak dan nekoliko više temperature pa lahko pričakujemo tudi ob koncu tedna. Trenutne temperature od 6 do 13, čez dan pa do 20 stopinj Celzija. Odlično. Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55. In skok na ceste. V prometu trenutno ni posebnosti, namreč jaz nisem v avtu. Matevž Šalehar Hamo, ki s svojim bendom Tribute to Love 12. septembra vabi na praznovanje 20. obletnice v kino Šiška. Ja, fantastična novost, ki zagotovo tudi ne bo manjkala v kinu Šiška. Pred 2 letoma pa je si seveda z bendom, oziroma ne v duetu, si poskrbel za nepozabno praznovanje 30. rojstnega dne Radia Robin. Nekaj izjav smo tudi dobili od naših poslušalcev. Odlično, nadodlično, ne vem kako bi, mislim, sploh ta stil koncerta oziroma ta intima, to mislim, da to je neponovljivo. Sploh pa, ker sva si v bistvu tega koncerta res zelo dolgo želela. Sva mlada starša, no prvič, in sva lih zadnjič enkrat govorila, da nisva še dolgo nikjer bila in da na koncert od Hamota bi pa res šla in da če ima kje kakšne male koncerte, morava to ven zvohati in evo ga. Evo in so zvohali. Kaki so tvoji spomini na tale koncert pred 20 izbranimi poslušalci? To je super delati. 20 ljudi, ki te res hoče poslušati in ti igraš lahko čist potih. Hamo, ki s svojim bendom predstavlja glasbeno novost Muzika za ples. Muzika za ples. Hamo, menda imate z bendom en poseben ritual, preden greste na oder. To sem nekaj ujel. Ja, res je. Mislim, to se je čisto spontano zgodilo, ampak Buco, ne, Bobnar, nas, preden gremo na oder, vse s celotno ekipo pošprica z nekim parfumom. Skratka, vsi moramo isto dišati. Vsi morate isto dišati. Torej, če bo ena oboževalka enega zauhala, mora vse zauhati. Točno tako. Da ni en v prednosti, ali kako? Lej, ne vem, se pravim, da zadeva ima v bistvu dobre stranske efekte, ne? Pač cel bend diši, to je ziher dober. Ne? Druga stvar je pa ta, da če slučajno se zgodi komu, ne, da pride domov in diši po nekem parfumu, je pač za to kriv Buco. Buco je kriv. Kakšni so ti parfumi? So to neki? Ne, Nobel parfumi. Nobel parfumi. Mamenja.
Menja, on ima Kolekcijo. tako orang torbo in ima noter, danes bo tako on ga Kakor se počuti. Kliče vesolje in reče, danes bo pa... Če se naveličeš, razumeš? Špil na Goriškem bi bile burbonke, ne? Vrtnica, vojn vrtnice, ne? Glede na to, da je Goriška vrtnica. No, recimo. Hamo, ki s svojim bendom predstavlja, kot rečeno, glasbeno novost, muzika za ples. Dejte si pogledati filmski video spot na njihovem YouTube kanalu. Jeste imeli za snemanje prav hollywoodskega tega koreografa. Kako so potekale vaje, nas zanima? To je bilo, mislim, meni ni bilo nič naporno, ker sem pač samo sedel, ampak dejansko videl sem ozadje, kako v Hollywoodu nastajajo te pretepi, to zgleda na ekranu zelo simpelno in zelo realno, ampak to se je trenirali 3 dni, kako nekoga udariti, da zgleda, da si ga udaril, pa ga niso v resnici udaril, pa kako ga vršiti po tleh, pa kje mora kamera stati, pa koliko je treba paziti, da kamere ne podreš zraven, pa kjer objektiv bo, pa kje bo... Koliko časa ste to snemali? Snemali smo eno noč, celo noč, ker je bila nočno snemanje, ampak varili se pa 3 dni. Pa jih je kakšen faso zares vmes? Mislim, so bili mečken polomljeni, tu spodaj pač, ko padeš, so neke blazine in tako naprej, ampak to so padali po 50krat zaporedoma, blazina več ne pomaga. Res je. Sicer pa z bratom Miho tudi v predstavi Brata. Tudi to je zdaj del mojega življenja, ker skoncentriran zadnji 5 mesecev, 70 predstav. Bravo. Kot zdaj 28. maja zaključva sezono v City teatru in pol jesen verjetno spet, ne. Si se znajdel v teh igralskih vodah? Moje, da ne. Ne. No, dejte napisati na 041 760 300, če ste bili na Bratih, kako ste se imeli. Verjamem, da fantastično. Sicer pa na to isto telefonsko smo prejemali tudi vprašanja. Nekaj smo jih tudi ujeli. Kaj sprašujejo naši poslušalci? Evo, dajmo se si pripravljen na vprašanja. Vedno. Gašper, izvoli. Kako da si se odločil imeti predstavo z Bratom? Gašper, ne vem, ko bi ti tu rekel. Imaš neki primorskih ti? Moj Kaj? Velik fan Iztoka Mlakarja. Tako, okej. Več njegovih tekstov znam na pamet, kot svojih. Sicer pa kako je prišlo to z Bratoma? Mislim, z Bratom. Nekaj ideja je prišla, kaj pa če bi midva neko predstavo skupaj naredila, že dolgo imela sva band 30 let nazaj skupaj, ti se ni prav dobro končal, in se rekaj, da je mogoče pa probava to, čist neko, in sva začela pisati scenarij, in evo, zadeva funkcionira. Odlično. Gremo naprej. Erika. Zanima me, ki se je tebe zgodilo najbolj norega na koncertih. Verjetno ne samo ena stvar, ampak bomo izluščili tisto. Ne vem, če bomo izluščili. To so stvari, ki ostanejo tam. Ampak vedno se kaj, na vsakem koncertu se kaj norega zgodi. Lestvice nisem še naredil. Čakam, da se bo še kaj norejšega zgodilo. Zato še ustrajamo. Gremo še na zadnje vprašanje. Eva. Koliko žensk si že imel v življenju? In kaj te pri ženski recimo najbolj privlači? Eva je pa v podznaku optimistka. To bom zihar na radiju povedal. No, da slišimo, ne? Ne, saj tisti del, kaj te privlači? Kaj te privlači, recimo? Privlači me predvsem pamet. Pač všeč so mi punce, s katerimi se da kaj pomeniti. Seveda imajo pa tudi oči neke svoje zahteve, ne vem, pač v resnici nisem zberčen, ampak morajo se pa ta prave lučke prižgati. Pravilno. Ne znam dobro povedati, veš. Pa še en SMS je prišel, zakaj se ne ostrižeš? Kdo je to pisal? A se je podpisal? Sej sem se ostrigel, sej se vidi. Jaz se strižem sam, že cel življenje. A res, prav tako? Ja, pač... Ok.
kar se tudi vidi. Frizeri niso navdušeni. Ne zato, da bi imel kaj proti frizerjem, ampak meni je to pač zguba časa. Okej. Tako. In te dolgi lase so v resnici zato, ker so na nek način praktični. Nič ne rabiš z njimi delati. Nič ne rabiš, zjutraj vstaneš, Če je niti grozen, počesati si se ni narediš treba. čop. Čop In je in to to je to. to. In Še bolj grozen, da škapo na glavo. In to je to. In to je bilo še zadnje vprašanje današnjega jutra. Hamo, evo za konc samo še eno povabilo na vašo 20. obletnico. Ja, vabljeni v Kino Šiška 12. septembra. Fino se bomo imeli. No. Fino se bomo imeli. A še eno slišimo za konc mogoče? Pa lahko. Katero bomo slišali tole čist za konec v živo iz studia Radia Robin. Hamo je tukaj. Evo, eno od tistih, ki je bila moja, pa je pa šla. Erika, poslušaj. Ona gre stran od mene, stran od tam, kjer je srce. In ona ve, da šla je tja, do kamor se ne gre. Šla je tja, ker ni prostora več za dva. Nisem bil edini, jaz pa nočem v množini. A vem, da ona ve, da jaz želim ji čisto vse. Hvala za obisk v našem studiu, lepo se mej. Enako hvala vama za vsa prijetna in neprijetna vprašanja. Jutranji VIP gost. Makej si šel, Radio Robin.